Pozdravljeni. Marsikdo izmed nas je bil presenečen nad izjavami Josa Verstappna. Danes bomo skušali razumeti skupaj, kaj se lahko skriva v ozadju. Afera okrog Kristjana Hornerja dobiva nove in nove razsežnosti. Sedaj je prišel na vrsto celo Jos Verstappen. Seveda oče Maxa, bivši voznik Formule 1, čeprav še zdaleč ne na nivoju njegovega sina. In v mnogih virih smo lahko zasledili izjavo Josa Verstappna, ki vidi v Kristjanu Hornerju tisti potencialni vzrok, zakaj bodo pri Red Bullu dobesedno razpadli in nekako končali to sijajno zgodbo o uspehu. Namreč po Josovo je vedenje Kristjana Hornerja nekaj takega, kar bi lahko pripeljalo do raznih struj znotraj ekipe in do internih sporov. A danes bomo skušali ugotoviti, kaj pravzaprav se lahko skriva za bregom in zakaj Jos Verstappen podaja takšne izjave, ki v bistvu niso konstruktivne in so kvečjemu destruktivne, tudi mogoče za kariero njegovega sina. A kot običajno moramo najprej razčistiti nekaj osnovnih pojmov. Jos Verstappen ni član ekipe Red Bulla. Je neke vrste zunanji opazovalec, je oče njihovega prvega voznika. In tu se zgodba konča. Uradno Jos Verstappen ni niti menedžer Maxa Verstappna. To je Raimund Vermeulen, ki za kariero Maxa bedi že od samega začetka. Torej, iz kakšne funkcije lahko govori Jos Verstappen o škodljivosti Kristjana Hornerja? Poleg tega nekateri viri navajajo, da prav na veliki nagradi Bahreina sta se izjemno glasno sporekla Jos Verstappen in Kristjan Horner. Seveda, tu bi lahko dejali, da je Jos prišel do Kristjana in mu začel nekako moralizirati o njegovem obnašanju, in kot bi bilo verjetno pričakovano, ga je Kristjan poslal tja za 3 dune. A vrnimo se malce bolj v preteklost. Rad bi vam poudaril še nekaj dejstev, ki jih mnogi viri, ki pišejo o Formuli 1, dobesedno zamolčijo. Jos Verstappen je bil leta 1998 spoznan za krivega, ker je na progi za karting nekoga tako poškodoval, da je imel počene lobanjske kosti. Njegova kazen je bila suspendirana na poskusno dobo 5 let, ampak spoznal je bil za krivega. Leta 2008 je bil spoznan za krivega napada na Sophie Kumpel, mamo Maxa Verstappna. Šlo je za fizični napad in seveda tudi ni spoštoval prepovedi približevanja, ki je bila izdana pred samim napadom. Leta 2011 je zanikal vpletenost v fizični napad na takratno partnerko. Leto zatem, 2012, je bil aretiran zaradi poizkusa umora, ko je z avtomobilom se skušal zaleteti v takratno dekle. Ni nam dano vedeti, ali je ista iz leta poprej, ampak po 2 tednih zapora je bil izpuščen. Sam osebno menim, da oseba s takšno nasilno preteklostjo, predvsem do žensk, ni pravi, da moralizira komurkoli
o kakršnem koli obnašanju. In tu seveda ima lahko vsakdo izmed vas svoje mnenje. In tudi to, da Jos Verstappen moralizira o obnašanju, se mi zdi malce osebno za lase privlečeno. Mislim, da so vzroki drugje. In dobro nam je znana tudi pripoved, da je varianta, da bi lahko tudi Max Verstappen zapustil Red Bull. Seveda, tako Jos kot že prej citirani Raymond Vermeulen sta bila na pogovoru z Totom Wolffom. A v Formuli 1 vsi govorijo z vsemi. Pred nekaj tedni smo govorili o tem, kako sta Flavio Briatore, menedžer Fernanda Alonsa in zopet Toto Wolff bila skupaj na zajtrku. Kaj to pomeni? Zaenkrat absolutno nič. Ampak verjetno sedaj se marsikdo upravičeno sprašuje, zakaj Jos Verstappen to počne, zakaj škodi ekipi svojega sina, zakaj seje razdor po dobesedno nepotrebnem. Vsaj nepotrebnem na prvi pogled. Sam imam dve možni razlagi, zakaj Jos Verstappen to počne. Ampak gre za mojo osebno interpretacijo, ki se na koncu lahko izkaže za lažno. Prvi vzrok, zakaj je Jos Verstappen tako jezen na samega Hornerja, je mogoče dobiti pri Lewisu Hamiltonu. In kaj ima Lewis Hamilton v tej zgodbi? V prvi osebi nič, ampak ko so objavili njegov prestop v Ferrari, so tudi povedali, da bo dobil plačo 80 milijonov evrov. Seveda, marsikomu gre v nos, da Lewis Hamilton bo zaslužil bistveno več kot Max Verstappen, vsaj na leto. Namreč Max ima pogodbo do konca sezone 2028, če se ne motim, in njegova plača je nekje ocenjena na 55 milijonov dolarjev na sezono, torej manj kot Hamilton. In mogoče Jos Verstappen je hotel dvigniti dobesedno plačo sinu. Prišel je do Hornerja, ki mu je rekel, ne, pogodba je podpisana, in zato sta začela malce bolj glasno, verbalno komunicirati, kar so slišali mnogi v pedoku. Zadeva bi znala biti logična, zato tudi zahteva njegovo menjavo, kajti s kom drugim bi si lahko Jos privoščil še marsikaj več, ukolikor ne bi Maxu dal tistega, kar Jos dobesedno zahteva. In verjetno ta razlaga je ena izmed možnih, ampak obstaja še druga varianta. Namreč v ekipah dobro vedo, kaj lahko pričakujejo v prihodnosti, predvsem v obdobju od sezone 2026 naprej. Omenil sem vam že, da Maxova pogodba z Red Bullom poteče komaj konec sezone 2028. In možno je tudi, da pogonski sklop, ki ga pripravljajo v Red Bull Powertrains, ne bo tako konkurenčen, kot nekateri trdijo. Ford v tej zgodbi igra samo vlogo plačnika in ne tistega, ki bo zadeve v resnici razvijal. Sedaj imamo tudi pogonske sklope Red Bull Powertrains, ampak nakupujejo jih pri zunanjemu izvajalcu Hondi, ki je hkrati tudi pokrovitelj te enote, ampak to zgodbo pustimo pri strani. Mogoče pri tem oddelku Red Bulla so videli, da so v veliki zamudi in praktično si Jos Verstappen ne želi, da bi bil njegov sin Max v Red Bullu prav na začetku sezone 2026, zato je začel iskati variante, da bi pogodbo razdrl. In tudi to je po mojem mnenju možno, čeprav malce manj verjetno. Ampak dejstvo, da Jos Verstappen moralizira o obnašanju Christiana Hornerja, je takšna pravljica, da ji lahko verjamejo samo najbolj naivni.
In upam, da danes v Formuli 1 imamo dovolj analitikov, dovolj komentatorjev, ki se lahko bolj ozirajo na dejstva in manj na trače. A tu je potrebno za zaključno misel še dodati, da počasu bi moral kdo tudi Josa postaviti na njegovo mesto. Namreč res je oče Maxa, ampak z ekipo Red Bulla on kot tak nima podpisano nobene pogodbe. Da bo on povzdigoval glas na nekoga, ki zaposluje njegovega sina, je pravzaprav, vsaj v mojih očeh, nedopustno. A videli bomo skupaj, kako se bo ta zgodba zaključila. Kaj si želi doseči Jos, je pa verjetno vprašanje, ki bo ostalo odprto še kar nekaj časa. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.